In prehajamo na 16. točko. Predlog zaključnega računa proračuna občine Kamnik za leto 2022. Predlog zaključnega računa je objavljen v gradivu številka 3/2. Predlagatelj župan, poročevalci pa Marija Kos, Bogomira Skvarča Jesenšek, Maja Sušnik, Katarina Vegel, dr. Marija Tadeja Ježek, Boris Ravbar in pa Lidija Božič. Besedo ima gospa Marija Kos. Izvolite. Zaključni račun je pripravljen v skladu z zakonodajo, to je 98. člena Zakona o javnih financah in ostalih predpisih, ki predpisujejo pripravo zaključnih računov za proračunske uporabnike. Odlok o proračunu občine Kamnik za leto 2022 je bil sprejet na 21. redni seji občinskega sveta občine Kamnik 15. decembra leta 2021 in objavljen v uradnem listu 202/21 24. decembra 2021. Na 25. redni seji občinskega sveta občine Kamnik lansko leto 22. junija pa je bil sprejet prvi odlok o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2022 in objavljen tudi v uradnem listu številka 88/22. V lanskem letu je občina Kamnik realizirala prihodke v višini 30 milijonov 943 tisoč 701 evrov oziroma 99,6% od načrtovanih. Od tega občina Kamnik 30 milijonov 806 tisoč in krajevne skupnosti 136 tisoč evrov. Realizirani odhodki proračuna so v letu 2022 znašali 29 milijonov 103 tisoč 618,54 evra oziroma 86,5% načrtovanih. In sicer 28 milijonov 726 tisoč za občino Kamnik in 376 tisoč za krajevne skupnosti. Prenos sredstev občine Kamnik iz leta 2022 v leto 2023 znaša 4 milijone 385 tisoč evrov, od tega za občino Kamnik 3 milijone 996 tisoč in sicer je sestavljen iz 1 750 tisoč evrov namenskih sredstev in 2 milijona 245 tisoč nenamenskih sredstev. Krajevne skupnosti pa prenašajo v letošnje leto 389 tisoč evrov. Na dan 31.12.2022 je imela občina Kamnik 3 kredite in sicer za kohezijske projekte je bilo stanje 31.12. še 774 tisoč evrov. Za kredit za nakup zemljišč na območju bivše smotnišnice 1 599 tisoč in za gradnjo osnovne šole Frana Albrehta 10 milijonov 400 tisoč evrov. Za vse kredite imamo spremenljivo obrestno mero. Potem stanje sredstev občine Kamnik v proračunskih skladih na dan 31.12.2022 je skupaj znašal 13 milijonov 750 tisoč in sicer sklad za financiranje investicij v osnovne šole 12 milijonov 777 tisoč, rezervni sklad za stanovanjsko področje 6 tisoč evrov, sklad za ureditev prostorov GRS je porabljen, sklad za pokriti bazen 377 tisoč, sklad za športne objekte 147 evrov, proračunska rezerva 87 tisoč evrov, sklad za delovanje svetniških skupin 1789 evrov in sklad za dokapitalizacijo družbe Velika planina d.o.o. 500 tisoč evrov. Zdaj imamo sklad za družbo Velika planina, ki bo tudi letos sredstva nakazana, takoj ko bomo prejeli zahtevek za nakazilo po podpisu pogodbe in sprejetju zavarovanja s strani družbe. Realizacijo proračuna občine Kamnik spremljamo na nivoju občine in na nivoju oddelkov ter po postavkah in po posameznih proračunskih uporabnikih, to se pravi občinski župan, občinski svet, nadzorni odbor, urad župana, oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve, oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance, oddelek za družbene dejavnosti, urejanje prostora in razvoj in investicije. Za vse imate podrobno obrazložitev tudi v samem gradivu. Zdaj, če bo pa še kdo imel kakšno vprašanje, bomo pa potem podrobno obrazložili. Hvala, nasvidenje. Moram še počakati na odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine,
Svetnice, svetniki? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme zaključni račun proračuna občine Kamnik za leto 2022. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 23 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.